V začetku leta so v mariborskem mestnem javnem prometu preizkusili hibridni avtobus z električnim pogonskim motorjem in dizelskim motorjem za proizvodnjo električne energije. Izkazalo se je, da prihaja do prihrankov pri stroških goriva, vendar imajo hibridna vozila precej višjo nabavno ceno kot dizelska vozila. Tako so na Marpromu bolj naklonjeni nakupu avtobusom na plin in kasneje na elektriko. V glavnem nabavljamo okolju prijazne avtobuse v skladu z direktivami, ki nam jih narekuje naše Ministrstvo za okolje. Naslednja nabava bo 6 avtobusov na stisnjen zemeljski plin. Za leto 2019 pa že pričakujemo, da bomo nabavili prva 2 električna avtobusa. In nekaj tega, kar stoji za mojim hrbtom, je pač v taki kvaliteti je naša želja. Vsekakor se že v skoraj 30-letni praksi mariborskega šoferja pozna razlika med starimi in novejšimi avtobusi. Prej včasih so vozila bila bolj robustna, ni bilo gretja, smrdela po nafti, po domače povedano. Danes pa je to vse bolj elegantno, tišje, za potnike bolj sprejemljivo, kako tudi za šoferje, seveda. Načrti za posodabljanje voznega parka z vozili na alternativna obnovljiva goriva pa se še nadaljujejo. Mi se pripravljamo na en evropski projekt, kjer bi želeli na moji levi strani po celi liniji zgraditi induktivne polnilne postaje. In takšna linija bi zadostovala za mariborski potniški promet, glede na to, da imamo v Mariboru zelo kratke linije. Med pozitivnimi lastnostmi električnega avtobusa, ta model je več revij razglasilo za avtobus leta 2017, izstopa to, da nima nič emisij, nobenega hrupa in prijazen do potnikov, ker je čistih, imajo rampo za invalide, lowlinerji, je vse predvideno. Način vožnje izbranega električnega avtobusa sicer ni veliko drugačen, zaradi drugačnih lastnosti pa se pojavljajo učinki, ki so potnikom in okolju zagotovo bolj prijazni. Razlika je očitna, seveda ker tukaj gre na elektriko, vožnja je zelo tiha, čista, okolju prijazna. Pospeševanje je normalno kot v ostalih vozilih oziroma kot v dizelskih vozilih. Zaviranje tudi, tako da je pa prijetna vožnja na splošno. Cene električnega avtobusa so po besedah Majheniča odvisne od kapacitete akumulatorjev in drugih dejavnikov. Okrog 40% je električni avtobus dražji, s tem, da CNG ima ogromne stroške obratovanja, medtem ko električni avtobus praktično stroškov obratovanja nima. Predvidoma v koncu leta naj bi po mestu zapeljal tudi mini avtobus, kar je eden konkretnejših korakov za elektrifikacijo mariborskega javnega potniškega prometa. Cena mini vozila, ki bo prevažal hkrati le nekaj potnikov, naj bi bila po županovih besedah okrog 70 000 evrov. Do konca leta dobi Maribor mali avtobus za vožnjo po pešconi. Skupaj z meščani bomo izbrali ime. Z električnim avtobusom se bodo nekaj dni tega tedna torej lahko vozili potniki na mestnih linijah številka 6 in 7, na druge avtobuse z alternativnimi gorivi pa bo še treba počakati, nakupi so namreč odvisni tudi od pridobljenih sredstev iz evropskih skladov.